Dober dan. Živijo. Slovaška. Začneva kar v republiki, ki jo pogosto zamenjujejo z Republiko Slovenijo. Zgodilo se je nekaj, kar se ne sme zgoditi. Namreč umor novinarja, ki je raziskoval domnevne povezave italijanske mafije pa lokalnih državnih političnih struktur. Slovaško in Slovenijo druži še nekaj, neka pripadnost prostoru, dajva reči, Srednje Evrope, ki v zadnjih par letih doživlja zanimivo transformacijo, ki je bolj kot na Slovaškem vidna mogoče na Madžarskem, ampak dejva Slovaško pa ime česa je umor novinarja. Ja, to je dobra iztočnica, ker to nekako nakazuje neko ozračje, neko okolje, v katerem so možna in če že ne dovoljena, saj neuradno dejanja, ki v nekem urejenem demokratičnem okolju več ali manj nosilcem moči več ne pridejo na pamet. Tukaj jim pa pride na pamet kaj takega. In povezave med, tako kot se zdaj kaže, italijansko mafijo in krogi, ki so tudi blizu, ki bi utegnili biti blizu oziroma so blizu premijeja, Fico ali kako se že imenuje, danes ali včeraj so menda objavili tisti članek, ki ga je novinar napisal, pa ga ni uspel objaviti. Pač to nakazuje neko neliberalno okolje, ki poskuša, tako podobno kot na Siciliji, operirati z nekimi novimi oblikami podtalnih dejavnosti in pride seveda do denarja. Včasih so prihajali do denarja na čudne, nekonvencionalne načine, zdaj se pa, bom rekel, ta mafija italijanska poskuša modernizirati in prideti v strukture kohezijskih skladov, razdeljevanja evropskih sredstev in tako naprej. Prav boljš pride v kohezijski sklad kot v trgovino s heroinom. Ja, seveda, to so boljši in modernejši skladi, zaradi tega, ker je evropska ureditev sofisticirana in zapletena in tam noter se lahko skriješ. Če malopridneži se lahko noter skrijejo in poskušajo priti do večjih količin denarja, zlasti. No, to je bil tudi eden od očitkov, če se spomniš še nedavno nazaj, da so politični podporniki in prijatelji Viktorja Orbana na Madžarskem zelo podobno postopali, prihajali do evropskih sredstev pod nekonkurenčnimi pogoji. To se pravi, da so bile razni razpisi, na katere se je prijavil velikokrat samo en ponudnik. To je bil očitek. In seveda zdaj, če seštejemo to in ena, če seštejemo te okoliščine in jih zložimo na en kup, pridemo do vzdušja in okolja, v katerem se potem zgodijo skrajna dejanja. Pri Orbanu, Orban začenja volilno kampanjo tudi, ima volitve potem tudi v Italiji čez nekaj dni, gre nazaj k Orbanu. Kar je pri Orbanu zanimivo, je, da je nekje definiral ali pa oznanil svoje politične vzore. En vzor, ki je za državnika iz Evropske unije nenavadno, je Putin, drugi je prav tako nenavadno za državnika iz Evropske unije ali pa politika iz Evropske unije, da ne bova delala sile besedi državnik. Politik iz Evropske unije, ki si za vzor jemlje turškega predsednika Erdogana, pa sva pri Erdoganu ponovno pri vprašanju tokrat ne likvidaciji novinarjev, ampak zapiranja novinarjev. Ja, to je Valenca. Kaj so znaki, kaj nam ti to podatkovje, da so vzorniki pravzaprav iz držav, ki imajo vse elemente avtoritarnosti v sebi? Skupni imenovalec ali pa podstat njegove Valence do Erdogana in Putina je pravzaprav izrazil je pravzaprav v nameri, da želi iz Madžarske narediti tako imenovano neliberalno državo. In skratka, po eni strani moderno, po drugi strani pa neliberalno. In v tem so njegovi vzorniki pač
Rusija in Turčija oziroma Putin in Erdogan, je pa nekaj zanimivo, ne? Se boš verjetno smejal. Ne? On je zdaj izbral geslo, ne? Za svojo kampanjo. Preseneti me. Najprej Madžarska. Nisi me presenetil, lej. Nisi me presenetil. Sem pa nekje to že slišal, lej, presenet. Prejšnji teden Madžarska sem slišal najprej. v tem studiu, ki si sam povedal, najprej Slovenija. Ne? Ja, pa sem slišal tudi že America First. Ne? America First in to je pa tretji vzornik Orbanov. Ne? Ne znam pa tega povedati po rusko, še manj po turško. Ne? Ja. Ampak domnevam, ne, da so gesla, ki pridejo v poštev v Rusiji, podobna, v Turčiji pa prav tako. Ne? Kar nas pripelje do dobrega vprašanja, ime česa je novi politični val v Evropi in na svetu. Ne? Ime česa je, ne, bi rekel. Zakaj? Visoki komisar za človekove pravice To je ženevsko zasedanje Združenih narodov. Ja, v ponedeljek. Zasedanje ženevske veje Združenih narodov, ki se je na začetku tedna zgodilo. Ja. Zdaj ne vem, če prav citiram, Al-Hussein, Al-Hassan, pač ta gospod je visoki komisar, je poleg splošnih ugotovitev, ki jih je izrekel, ob njih navrgel še ime Viktorja Orbana in povedal, da je tip politika in vodi politiko, ki se ne bi smela več dogajati, ne? Namreč rasistično. Politiko, v katerem naredi razliko med ljudmi in je citiral, mislim, da je celo govoril o barvi kože, ne? Orban. Ne? Skratka, da je to treba počistiti, seveda Madžarska je potem gromoglasno protestirala, zahtevala njegov odstop in tako naprej, uradna Madžarska. Ne? Ampak očitno grejo stvari tako daleč, da so že vse uglajenosti van diplomati sneli rukavice in začeli izgovarjati resne in težke besede. Ne? Ki pa, lej, ne, so verjetno podkrepljene z dejstvi. 100%. A se ti spomniš toliko let nazaj, ko je bil predsednik Barack Obama in je bil premijer ali bil predsednik Silvio Berlusconi. Ne? Ja. In je takrat za Obamo rekel, kako je lepo zagoril. Prvošel si tak rasistični zdrs. Ne. No in to je zdaj na tapeti na Madžarskem, ko v predvolilni kampanji Orban zaostruje pač proti begunsko in proti priseljeniško retoriko in z elementi rasizma. Čistega odprtega. Mimogrede, ne, v nedeljo se verjetno, po vsej verjetnosti Berlusconi z veliko potezo vrača, ne samo v politiko, ampak v italijansko središče politično. Tako je, ne? In zdaj ime česa je ta val in zanimivo je to, ne? Da po eni strani se te politike zapirajo v nacionalne okvire, v imenu nacionalnih zadev, hkrati pa delujejo povsem internacionalno. Najprej Slovenija, najprej Madžarska, America First. Skratka, kot bi šlo za neko internacionalo. Ne? In če boš poslušal Geerta Wildersa, če boš poslušal Marine Le Pen, in konec koncev v nekih grobih, nežnih sledih celo avstrijska svobodnjaki ali ljudska stranka. Ne? Pri svobodnjaki jaz ne bi iskal samo nežnih sledi avstrijskih. Ja, pri svobodnjakih ne, pri ljudski stranki pa. Ne? Oni samo z ljudska stranka poskuša biti nekako bolj... Nežno sled si rekel zato, ker je voditelj avstrijske ljudske stranke tak baby face, nežen face. Ja, medtem ko retorika pa ni nežna pri njem. Ja, no, ampak gre za neko Evropo, ki si je ne želimo, ki ni bila zasnovana na tak način, niti pri ustanovnih očetih, čeprav pri ustanovnih očetih je bila pač bolj ekonomska unija v ospredju kot vrednote, ampak zdaj pa vrednote dejansko so, ampak nedvoumna maksima Evropske unije je vendar liberalna država, liberalna ne v neoliberalnem smislu, ampak v smislu temeljnih človekovih pravic in v smislu vladavine prava, ne? Skratka tistih stvari, ki konstituirajo, ne? Neko civilizacijo. Ne? Tako kot slišim, ne, tam med Mladiko in Gregorčičevo, zdaj pišejo pismo Bruslu v zvezi z arbitražo, katerega poanta, kolikor je do zdaj prišlo v občinstvo, ne, je ravno v tem, ne, da arbitražno vprašanje ni politično vprašanje, pač pa pravno vprašanje. Zdaj, paradoks, ne, veš, ki ga jaz vidim v ravnanju Brusla,
ne, je točno v tem, da Bruselj s predsednikom komisije tudi na čelu, ne, počne vse, da bi nek problem, ki je v resnici praven, ki se tiče implementacije, ki se tiče, povedan drugače, izvržbe neke mednarodno pravne presoje, predstavil kot političen problem. Ne. Se pravi, samo središče Evropske unije, evropske ideje in tako naprej se umika načelu, ki bi moralo biti v patetično rečeno v srcu ali pa v jetrih Evrope, ne, to je načelo vladavine prava, reče, saj v resnici tle nimamo problema z vladavino prava, ampak s tem, da se vi dvoji pa ne znate med sabo zmeniti. Sami, tako, po domač povedan, ne, Bruselj sam v sebi kople jamo, ne, v tej jami je pa skrit fundament. Ne. Ma ja, jaz odkrito rečem, odkrito povem, da ne razumem gospoda Junckerja ta moment res, ne, ker on v bistvu bilateralizira nekaj, kar je bilo predmet arbitraže in pošilja problem na vinsko pot, ne, tako, na Valentinovo. Kam, na? Na vinsko pot, ja, na cvičkarijo. Ja, cvičkarijo, ja. Ko je govoril takrat o nekih ljubezenskih hlapih v ozračju Valentinovega, ne, če se spomniš, ne, jaz sem samo gledal, nisem mogel prav dobro razumeti. Dobro, mehča situacijo, ampak mehča na napačen način. Ne. Zdaj, če Evropska unija napotuje, je napotovala mejni spor med Slovenijo in Hrvaško na pot arbitraže in pa sama arhitektirala pač ta model, in potem mora pač slediti, ne. Ampak vladavine prava itak je pa to edina normalna oziroma edina pravilna pot, zaradi tega, ker ali se bo ta zadeva rešila v perspektivi vladavine prava ali pa se sploh ne bo. Zaradi tega, ker potem bodo te voluntaristične prakse prevladovale in nacionalistične in urbanistične in tako naprej. Ne. In v tem primeru rešitve v nobenem primeru ne more biti. To je popolnoma jasno. Rešitev pride lahko samo v evropski perspektivi. In zdi se mi pa zdi se mi zelo pomembno poudariti, kako je prišlo do razjasnitve v nekih domnevnih, dozdevnih nesporazumih tudi v notranji politiki, slovenski in vsakršni evropski notranjih politikah. Ne. Recimo, če smo se 15 let recimo, ali pa v nekem tranzicijskem obdobju sprenevedali, da je politika tekla po osi, se pravi, po razločku na osi staro-novo, nedemokratično-demokratično, se pravi, sile, ki razumejo, kaj je demokracija, ki razumejo, kaj je liberalna demokracija, ki razumejo protitotalitarne vzorce, proti tistim, ki so se gibali v totalitarnih vzorcih. Ali pa proti avtoritarnim. Ja, ampak poudarjalo se je takrat, da je šlo za totalitarizem. Prav tako. Ja, to so bile parole, recimo v Demosu so bile take parole in prepričanja. Ne. Potem v tem trenutku lahko zelo jasno potegnemo neko črto, naredimo neko inventuro in se še enkrat preoprašamo to, kar smo se preopraševali takrat. Ne. To pa je? To je pa to, da se v bistvu, če greva zdaj na nivo favorita teh volitev, mislim, enega od favoritov teh notrnih volitev v Sloveniji, pusta zdaj v Madžarskem itak favorit Fidesz, to se pravi Viktor Orban, ampak če greva na enega od favoritov, ki ima ena izmed 3 ali pa 4 najmočnejših, to je SDS, se pravi, ki postavlja državnost, ki postavlja demokracijo, ki postavlja modernost, družbeno modernost v svoje izhodišče. Ne. Se pravi, smo v popolnoma desni, če ne skrajno desni ideologiji, najprej Slovenija, ki je internacionalna in se identificira kot popolnoma desno. Ne. Potem smo očitno v analogiji želje po neliberalni demokraciji, neliberalni državi po vzoru Turčije, Rusije, Amerike, Trumpove Amerike. Ne. Smo
skratka, v vsem tem, kar se leta 91, kar je leta 91 veljalo kot slabo, zavržno in presežanja vredno. Ne? Se pravi, nesporazumi so odpadli. Mi se danes dejansko pogovarjamo o deklarirani desni politiki z neliberalno konotacijo in z praksami, ki, dobro, jaz osebno jih ne morem sprejeti, prvič povedano. Mi danes ta nesporazum, ki je bil na začetku nastavljen kot izhodišče, ga ni več. Tako kot ga ni več v Italiji. Danes sem prebral na Guardianu en odličen članek, v katerem preprosto povedo, da v trenutku, ko Berlusconi spet dobiva svoj zamah, Italija očitno ni počistila za Mussolinijevo politiko in za svojo preteklost. Očitno ne. In to tako argumentirano pove, na podlagi kakšnih praks in tako naprej. Vsi ti desni valovi, to je treba zelo jasno ta trenutek že nekako naznačiti, so antievropski v izhodišču, antievropski v smislu so uperjeni proti univerzalnosti človekovih pravic. Zakaj? Zato, ker vse te desne politike iz univerzalnosti človekovih pravic izvzemajo domoljubje in na domačem teritoriju, na domačem ozemlju ljudi povzdigujejo nad druge ljudi v izhodišču. Ali pa je ne ponižujejo. Ali pa druge ponižujejo, pa jih stavljajo pod to, predvsem na podlagi barve kože, na podlagi nacionalnosti, potem seveda lahko pride iz tega tudi na podlagi spola ali pa drugačne spolne orientacije. Skratka, nekaj, kar se je leta 1948 na tedaj zavezujoč način in rekli so, da je enkrat za vselej, opredmetilo v temeljnih človekovih pravicah v deklaraciji, ta trenutek ni več samoumevno. To si moramo priznati. Preprosto ni več samoumevno. Niti v Sloveniji, niti na Madžarskem. Ampak, midva bova praznovala 70-letnico letos temeljne deklaracije o človekovih pravicah. Ne samo to, da bova praznovala, midva bova to propagirala, midva bova to komentirala, izpostavljala, postavila. Dobro, sej dejansko je problem, če smo čisto pošteni zdaj, problem ni zdaj samo v tem, kar sem rekel. Problem je v tem, da na drugi strani te logike ni pravih alternativnih konceptov. To je pa tisto, kar smo prejšnjič povedali. Ja. To je glaven problem. Zakaj? Zaradi tega, ker na drugi strani, in to je treba pa zdaj jasno povedati, na drugi strani umanjkanja teh konceptov je neoliberalistična ideologija, neoliberalistično ozračje, ki je pa pravzaprav spočetnik desnih gibanj. Se pravi, ta desna gibanja so zakonski otrok tega istega neoliberalizma, za katerim več ne stoji koncept, civilizacijski koncept, ampak stoji samo še profit in kapital. In to je problem in v Sloveniji moramo o tem spregovoriti. S to mislijo za danes tudi končujeva.